če hočeš po puncem kaj govoriti, pa boš close-up, pa direkt tamle. Okay. Drage dame in gospode, dragi gledalci in gledalke, dobrodošli v novi epizodi Zasliševalnice, 30. po vrsti in tudi tokrat en čist hud gost, ki je poskrbel, da Idrija ni znana samo po žlikrofih in čipkah, kajti on je dvakratni evropski prvak, svetovni podprvak in skupni zmagovalec svetovnega pokala v disciplini XC Eliminator. Dragi moji, z mano je Jakob Klemenčič! Jakob, dobrodošel v mojem brlogu. Kako se počutiš? Pa tako, domače. Domače? Lepo zrihtan, ja. No, to mi je všeč. Ni vas veliko tvoje sorte, tako da definitivno malo izstopaš in se mi pade v oči, ker jaz mogoče sem malo bolj iz gravitacijsko usmerjenih disciplin, ampak orješ ledino na svojem področju in se mi pade v oči, tako da svaka ti čas za to, kar delaš, in upam, da se danes predstaviš v najboljši luči, ker verjamem, da si hudka mater. Hvala za povabilo. Malenkost, zdaj pa takole. Ne vem, če si kaj gledal, imam ponovadi neka kratka butasta vprašanja, pol te gremo pa spoznati, kdo si, kaj si in zakaj obstajaš. Super. Evo, the best. Zdaj se ti predstav mojim in tvojim fanom, kdo si, koliko si star in od kje prihajaš? Sem Jakob Klemenčič, star sem 23 let in prihajam iz Godoviča, blizu Idrije. Godoviča, praviš? Ja. Jaz sem vedno rekel Godovič. A se pravi narobe izgovorjam? Pa ne vem, mi imamo že to malo rotersko narečje, po mojem zaradi tega rečemo Godovič, ne Godovič. Ne? Aha, ampak povsod, ker si bil pomenjen, je bila pa Idrija. Kaj je zdaj na temu? Ja, verjetno, ker Idrija je najbližji ta malo večji kraj, ki ga ljudje poznajo. Pa če bi rekel, ne, z Godoviča, pač bi vsi rekel, pač kje je to, ne. Pač pa rečejo Idrija, da si malo lažje predstavljajo, v kjer konc Slovenije me lahko umestijo. Odlično. Da mi pa povej takole. Veliko potuješ, svetovni pokali, slovenski pokali, kva najraje poslušaš v avtu? V avtu? Ja. Pa jaz nisem zbirčen glede muzike, ne vem, veliko se kakšen ta slovenski rock, Bigfooti, Murphy, Kokosi, pa tudi rasli smo na vasi hor, tako da kakšne veselice, domača muska, Modrijani, Avsenik, tako da vse pomalo, no. Domač človek se. Ja. Hudo. Kaj pa zdaj ti kot športnik najraje ješ? Pa mi kar povej, ena hrana pregrehe, pa takrat, ko si zdiscipliniran, ko moraš biti, kakataš, kva moraš jesti? Ja, ena taka hrana pregrehe. Verjetno kakšne kuhane klobase, kakšna pica, čeprav to ni toliko pregreha, po mojem, so kar ni tako nezdravo jeti pica. Drugač pa kadar pa katamo, ja, pa večinoma riž, testenine, pišanc, tako da ta kolesarska prehrana. Pa če se še prehrani, kaj ti gre pa najbolj letra, kar moraš jesti? Ja, riž pa testenine, ne. Se ne veličaš pol čez cajt? Ja, tu pač imaš kar dosti konc sezone te hrane, tako da za off-season kar odklopiš, ni na meniju, ne riža, ne testenin. Odlično, vse pol do prehrane pa teh striktnih zadev bo še prišla. Zdaj pa povej tole. Spiš in se kar nekaj zbudiš, na tvoji kartici oziroma na bančnem računu pa je 1 milijon evrov. Kako jih zapraviš? Pa po mojem ne bi bilo težko, ne. Verjetno prvo bi kupil si en hud avto. O, res? Verjetno kakšen Audi A3. RS trojko, no. RS trojka, hudo. Pa verjetno en bike za enduro, bike za cross, specialko hudega grevla, pa kar bi pa ostalo, no se bi verjetno kar veliko ostalo, bi pa vložil, ne, verjetno pametno vložil, no, da bi še več denarja obrnil. Bravo. Če bi lahko zbiral eno super moč, katera bi to bila in zakaj? Deportacija. Deportacija. Ja, ne vem, res mi ta potovanja dolga, pa dolge vožnje me malo ubivajo, tako da bi klesnil, pa bil zdaj, ne vem, Španija, Madrid, prešparaš na cajtu veliko. Čeprav zdaj sem videl na dvorišču, si omenil, da si ravno kupil nov avto. Predvidevam, da bo vožnja ful lepša. Ja, to je res, ja, tako da. Pa mogoče, ajde, letenje. Letenje, ja. Letenje. Hudo. Zdaj pa takole. Če bi imel čarobno palčko, kaj bi spremenil v tvojem športu?
Da bi bila olimpijska disciplina. Da bi bila olimpijska disciplina. Ja, to je bilo kar hudo. Kako pa kaj kaže pa tvojemu športu za tja? Ja, tele nadrejeni glavni v tej disciplini se kar trudijo, imajo neko vizijo, pa cilje, da bi to disciplino spravili enkrat na olimpijske v bodoče. Ampak se mi zdi, no, da bo še kar veliko dela treba, da je res bo ratala bolj prepoznavna disciplina, pa da bo tudi več, bolj za sponzorje zanimiva, da se bo več denarja zadnji obračal, ker pa verjetno rata tudi na olimpijske prijetno. Zdaj pa takole, še zadnje tako mal smotano vprašanje. Kaj vidiš kakšno punco pred sabo, kaj te najbolj pritegne, kaj pogledaš? Oči verjetno. Oči? Ja. Zelo lepo, vsi v nekih mejah normale. Ja. Oči. Evo, the best. Jakob, to je bilo to od kratkih vprašanj, zdaj greva pa v jedro. Preden nadaljujemo z videom, lahko povem, da tole epizodo podpira Optik Lah. Gre za manjše družinsko podjetje, ki deluje na 2 lokacijah v Ljubljani in Tolminu, tale na posnetku v Ljubljani, natančneje v Šentvidu, imajo veliko izbiro korekcijskih in sončnih očal, nudijo pa tudi pregled vida, ki ga bo opravil tale krasen žrebec Matevž Planinšek, tako da Optik Lah, ful hvala, zdaj pa gremo naprej na video. Povej mi, kakšen bo ki tvoje otroštvo, kako si odraščal tamle v Godoviču? Pa otroštvo je bilo kar fajno. Imam same večinoma lepe spomine, smo velika družina, imam starejšega brata, 2 mlajša brata, pa še ena sestra. Super. Tako da ena punca med 4 fanti. Ja. Včasih se mi je kar malo zasmila, ampak je kar dobro zborbala. To imela trdo kožo. Ja. Pa noben se ne bo upal dotakniti. Ja. Hudo. Tako da, pa ja, fajn je, smo taka, staroče imel kmetijo, zdaj je prepisal na starše. Aha. Tako da živimo pač v bistvu čez zraven gozda. Tu smo majhna vas, tako da povezani, tako da skozi se je kaj dogajalo, delo doma, delo na kmetiji. S familijo smo, kad majhni, kad sem bil še majhen, smo kar veliko po hribih hodili. Prav s kolesom se nisem neki dajal, pač imel sem kolo toliko, da si šel na vas, pa na igrišče, pa da trgovine. Drugače smo pa povedali kakšno žogo od sobel, fuzbal. Tako da ja. Je bil to tudi kakšen šport pred kolesarstvom, pa kaj drugega treniral? Pa jaz sem bil, mene so opisali na čipko, kleklo sem. A res? 2 leti, ja. Hudo. Še zdaj znaš ali ne? Pa ja, bi že prišel ta spomin, ki bi primo klikali na roko. Hudo. Pa v pevskem zboru sem bil prav športom, se nisem nekaj ukvarjal. Enkrat so neki probali v naši vasi, da bi začeli neki nogomet trenirati, ampak so pa eno mesec obupali, tako da en mesec sem nogomet treniral, drugače pa neki prav, kaj bolj treniral, pa nisem drugih športov. Pevski zbor si rekel. Kakšni so pa spomini na to? Pa v bistvu še zmeraj v pevskem zboru. Še zdaj? Ja, zdaj špricam vaje. Zdaj bo dirigentka huda. Jaz mislim, da bo ona tole videla. Jaz mislim, da tole teh kolajn, ki jih imaš, je tole lahko, ne, veliko dosežeš, ne se vase. Še zdaj se ukvarja s tem? Pa ja, to je mladinski zbor, to smo bili mladi. Med nama. Ja. A je to zaradi punc? Pa v bistvu v našem zboru je kar večinoma fantov, pa so tudi punce, ampak pa ne, no. Rad kaj zapojem, tudi oba brata na harmonike igrata, kitare, tako da tudi glasba je bila od zmeraj v naši družini kar prisotna. No. Respekt, bravo. To pa hudo, pa misliš mogoče kaj bolj v kariero, pa to sploh ne? To je čisto za dušo. To hud nisem, ja, bolj za dušo. Boš kaj zapel? No. Ok, the best. Se pravi, v šoli si se kaj, osnovna šola? Osnovna šola Godovič do 5. razreda. Ok. Pol so nas poslali do 9. v Idrijo. Aha. Potem sem se pa upisal na srednjo strojno šolo v Idriji. Potem sem kot študent začel v Ljubljani na NTF-ju, naravoslovna tehniška fakulteta na metalurgiji, kjer sem kar hitro obupal po 1 letu. Zakaj pa je bilo to tako? Pa, po mojem sem si malo napačno začrtal tale podvig študija. Aha. Verjetno sem zafrknil že v štartu, ker sem se vozil vsak dan z avtobusom, kar mi je pobral kar veliko časa. Nisem, ne vem, šel v kakšen študentski dom ali pa v flat, da bi si hodil. Vsak dan si se z busom vozil? Ja, 1 let. Tako da bilo je vsega, no, po itak si prišel domov, prvo na trening, pa priješ proti večeru domov, si zmatran, tako da za učenje je bilo bolj malo časa, pa ne toliko energije. Svaka čast. Me pa zanima takole kot mlad poba iz vasi Godoviča, ki pride v metropolo.
Kako se ti življenje odpre ali si pogrešal vas? Pa se pravi, meni se ni toliko odprlo, ne? Jaz sem prišel z busa, šel direkt na faks, po faksu nekaj pojesti, takoj nazaj na bus. Nisem izkusil tistega pristnega študentskega življenja, ne. A ti je ki žal? Pa malo mi je žal, ne, sem zdaj, če pogledam, če bi imel ta študentski life, lahko se bi kaj drugač obrnil, pa ne bi bil zdaj tukaj, kjer sem, ne. Lahko da bi bil pod Tromostovem zadrugiran. Ja, mora biti, tako da ja, boljši, da ni bilo na to preveč tega. Mesto ima svoje pasti. Tako da lepo, da si ohranil trezno glavo. Ja, marsikjer nas hendla. Ej, hudo. Zdaj pa tako boje, se pravi, športa ni bilo nobenega nekaj zaresenega. Predvidevam kaj, če tako sklepam, da je bil kolesarstvo eden prvih teh tvojih športov. Ja, prvih, ja. Prvih. Kako si se pa v to zaljubil, pa pri katerih letih? Pa to je bilo čist tako spontano. Bila sva z bratom na igrišču, zraven je bil še stric in je rekel, pač kar tako, za foro, če bi šla z njim za vikend na lokalno dirko, vzpon na špičast vrh s kolesi, ne, in pač rekla sva, pa ja, dej, vprašava doma starše. Starši so rekli, ja, bejš to probat, ne, stric jo bo pelil, tako da pa sva šla in na tisti že pač bil je vzpon. Pa je začela se oklanca, no, to je kar malo hudo, ne, za začetek, ampak so se kar dobro oba odrezala. Jaz sem bil že takoj prvo dirko na stopničkah, 3. mesto, tako da itak pa si dobil tisti pokal, še nasmeje hor do 6, tako da pa je bila fora, ne, da ta vzpon na špičast vrh je bil sestavljen iz 3 dirk, pač 3 dirke in pa je bilo na koncu tudi skupna podelitev, tako da pa sva se udeležila vseh 3 dirk in na koncu sem tudi osvojil skupno 2. mesto, tako da tisto me je napalili in pol sva se upisala v ta črnovrški klub in tako se je vse začelo. Vse to je ta MBK Idrija? Ne, MBK Črni vrh. MBK Črni vrh, ja. Črni vrh. Aha, se pravi, to je bilo pri katerih letih? Zdaj si kaj, 23, to je bilo pa kaj? 23, se pravi, lih računal sem, preden sem šel domov, da bom znal povedati. Zdaj 13. sezona, se pravi, sem bil tam 11 let star. Ampak, da si bil že tako začel, pa toliko eksplodiral klanc. Ja, pa da, se tudi ni bila neka, je bila bolj lokalna ta konkurenca. Neko bazo smo mogli imeti. Ja. Jaz pri teh letih nisem bil za kamar, ker sam držam, če že kaj. Hudo. In potem napadal, in potem si kaj začel kaj tekmovati? Ja, pa smo se pa upisali v ta črnovrški klub. Sicer od začetka je bilo to bolj za sprostitev, za nek krožek popoldanski. Pa itak, starši, predvsem mata, hiter ne videl, da bo to treba malo boljša kolesa, boljša oprema. Pa če tudi ata potegnili še kar v ta šport od začetka, dokler so bili še majhni denarji, pa ga je hitro menili. Tako da ja, pa je še sestra se pridružila, tako da smo bili že 3 v klubu, pa smo imeli tudi prijateljev, kolegov, ki smo jo že odprej poznali. Tako da pač dobra druščina je bila in po šoli je bilo res fajn iti na treninge. Pač se večino časa smo se frkavali, ne. Ja. Pač bilo je tudi nekaj resnosti pa teh pravih treningov, ampak drugače je bilo pa bolj zaradi družbe. Kako pa se spominjaš teh tvojih prvih dirk, tekem? Ja, bil sem pač zelo živčen, po mojem bolj, kot sem zdaj na štartih. A res? Ja, pač res, tam sem prišel, vse je bilo novo zame, ne vem, ko sem prišel na prvo dirko slovenskega pokala, pač jaz sem bil tudi malo manjši, vsi ostali fanti so bili že malo večji, imeli so hude bajke vsi, moj še ni bil to hud, ampak no, že na prvih dirkah sem se pripeljal tako v top 5, tako da nek potencial sem imel, ne, pa hiter, ker je foter kupil nov kolo, KTM-a s Hervisa. A res? Ja, dober bajk. No, pa se je tudi meni malo bolj odprlo, no, pa itak dobiš SPD-je, malo bolj resno začneš pri intervalih, tako da pa sem kar hitro začel na podiume, pa že zmagovati počas. Ej, pa naprimer, 30 let nazaj, če se jaz spomnim, jaz sem 2004 začel, a ste imeli že takrat s klubom kakršnekoli vaje za tehniko, vaje linij, skokov, kakor jih je pač v vašem športu, bazna priprava, to je bilo že takrat tako razvit, kot zdaj, ali si mogel sam migati v to smer? Pa prav nekih specifičnih treningov tehnike ni bilo, ne. Pač šli smo na vrh Riča in pa si se spustil po trailu, kakor je nesla, ne. Niso bile tehnike, kot je zdaj v bando, v flato wing, na skoku. Pač toliko sem že naučil, da se nismo ubili na kakšnih skokih, dropih, to so bile mehne zadeve, ne. Ampak drugače pa smo se bolj sami naučili na te zadeve. Pa kasneje pa itak, ker se je to malo bolj videli, da je to zelo pomembno, to ta tehnika, smo pa tudi na tem začeli delati. Se pravi,
če gledalcem poveva, začel si predvidevam, da z olimpijskim krosom, a ne? Ja, Takrat to, a sploh je bil še eliminator ali ne, že. Halcer je bil takrat, jaz edin za našega vem, da je bil Halcer, ja. tako je preboj naredil, pa da je to malo dal na zemljevid. Kdaj je eliminator prišel v tvoj life? Prav eliminator je disciplina, se mi zdi, da se je začela 2012 in da je pol trajala do 2017, pa takrat se je UCI umaknil kot pokrovitelj, Ja? tako da je zamrl, me se zdi za 3 leta, pa je prišel pa nazaj na trg leta 2020. Jaz sem se pa z njim srečal v bistvu že leta, se pravi 2015 na državnem prvenstvu v Kamniku, Aha, takrat sem tudi prvič videl Halcerja dirkati. aha. Ja, je bilo kar zanimivo, bil sem tretji. Ti si bil takrat tretji? Ja, ampak to so bili vsi mulci, nobenih mišic. Ja, ja. Pač ja, drugače je bilo fajn dirkati, ker je bila kratka proga, pač smo bili navajeni, ne vem, slabo uro dirkanja, da smo res sofrali, tukaj sem imel pa tisti krog 2 minute, hiter konc in je bilo tako, pač manj je bilo. No. Ja, sama je druga specifika, ne? Ja, je druga, ampak takrat se še ni toliko poznal, ker smo bili tako Štekam. mulci. Ok, ostalo še malo cross countryju. Kdo je bil tvoj trener, pa koga si takrat mogoče gledal, vsaj jaz sem bil mladinec, pa sem gledal neke te starejše, kakšne kot bogove. Kdo je bil tvoj vzornik takrat? Ja, kot pač tak mednarodni vzornik mi je bil Julian Absalon, Aha. on je bil največji konkurent Nino Schurterja. Pač Zdaj- on mi je bil bolj všeč kot Nino, ne vem. Zakaj? Nih to sem hotel vprašati. Nino mi je šel v bistvu kar malo na živce, ne vem, takrat, ko sem jaz začel to spremljati, je bil Absalon že bolj proti koncu svoje kariere, tako da je bil Nino res, ma skoraj vsako dirko zmagal, no, in meni to ni bilo všeč, ne, da skozi eni isti. Tako da mi je bil Absalon najbolj všeč, ker je bil najbližje Nino tu in včasih tudi pihnil, ne, in pol me je to pritehnil. Ok. Porbel je furo, ki mi je bila boljša kot Scott. A res, hodo. Ej, od domačih je bil pa kva, kdo za pogled na vaši sceni? Pa kdo so bili takrat? Prešmezga se spomnim, samo on je prišel bolj na ta državna prvenstva, drugače takrat se je že s cesto ukvarjal. Pri mladincih mi je bil kot malo vzornika ta Blaž Govekar, to je bil v našem klubu, Ok. je bil pač že zrel, razvit fant, pač res 3 glave večji od vseh nas. A res. Smo ga kar gledali, ja, kot enega, z respektom, no. Ja, ja, hodo. Drugače pa ja. Ej, kakšne rezultate, če greva zdaj cross country scena pogledati, si na nizu v svoji karieri? Pol? S čim se lahko pohvališ? Pa da se lahko pohvalim, zdaj, da sem hvalil z Lojx Cupom, se ne bom, pač, ker to je ta, ni tako močna, ne, ta naša slovenska scena krosa. Pač seveda tu vsako sezono sem bil, ne vem, top 3 v skupnem seštevku, imel sem par zmag, ampak pol tako, da bi se pohvalil s kakšnimi dosežki v krosu, ne vem, sta oba naslova državnega prvaka v krosu, ko sem bil mladinec, obi leti sem kar suvereno zmagal. Hodo. Ko sem bil mladinec, no sem res letel v krosu. Takrat je bila korona, šole tako nismo nič delali, na tisti Zoom si se prijavil za 15 minut na dan, ostalo si bajgono, pač brihal te ene in takrat sem se res pripravil, bil sem full tak našredan, no, imel sem 69 kg klanca, je to letel na spuste še bolj, ne vem, takrat smo full na junior serije hodili in prvo leto še ni toliko šlo, pa drugo leto se mi je podprlo, ne vem, bil sem 2krat top 10 na junior seriji, ampak pa junior serija je kot svetovni pokal za elitne, tu so vsi najboljši mladinci, večinoma iz Evrope, pol ta hudi, pa prav vsega sveta, tako da pol sem na junior seriji na mestu, sem bil 16, pač to je res top klasa, Ok. ni boljše dirke. Ja. Na svetovnem 18, kar je tako za mladinca pri fantih, no, se mi zdi kar taki ugledni rezultati, no. Ok. Tako da to so tam pri mladincih mi je kar šlo, pa je bil po preskoku U23, je šlo pa sem nadaljno. Ok, zakaj misliš, da je šlo nadal? Pa se mi zdi, da je ta preskok kar velik, ne. Tam si mladinec, 18 let, in pogreš v kategorijo U23, kjer se sreča s fanti 4 leta starejši, ne. In pa tudi dirke so daljše, krogi so daljši, bolj zahtevni. Ok, kaj to pomeni, koliko daljši, pa kako da so krogi bolj zahtevne, ne dirkate na isti progi? Na isti, ja, ampak ponovadi juniori so imeli mogoče kakšne te težje dele spuščene ali pa krog, ne vem, skrajšen za par metrov. Tako da. Pa ja, na prvi 23 je tudi že dirka bila, ne vem, je bila 2 kroga daljša, kar je nanese, ne vem,
od 20 do pol ure. Več. Tako da to je že čist, pa zelo bolj zahtevno, ne. In pa itak, ker ti enkrat, ker ti ne gre več toliko, ti tudi malo motivacija pade, ker prej so bili rezultati, zdaj jih ni, pa malo težje treniraš, tako da ja. Pol počas pač ni bilo več nekih rezultatov tudi v krosu, ne. In čakaj, zdaj pa boj, vmes si pa pol presedlil, kdaj si rekel, ok, spoznal si se z eliminatorjem 2015, kdaj si pa potem zares zagrizel v eliminatorjem? Ja, pa, ko smo videli, da v krosu ne bo, ne. Pač moja ta telesna konstitucija je bila po narav, da sem bil eksplozivcno, pa da imel bil tisto surovo moč za kakšne kratke klančke, v šprintih sem bil zmer dober. Tako da pa smo pa, to je bilo leta 2021, ki je bilo evropsko v Novem Sadu, v Srbiji. Je bil tudi evropsko v eliminatorju, je bil en dan pred dirko krosa, in pa smo rekli, da pač v krosu sem imel, da ne bo nekega hudega rezultata. Ja. Tako da se nisem sekiral, če naslednji dan bil malo zmatran. Tako da smo šli dirkat ta evropsko eliminatorju in sem bil na prvi veliki dirki, sem bil v bistvu 6. Hudo. Kar je bil kar hud rezultat, ne. In pol naslednje leto, ki je bilo na evropsko, na Portugalskem, so pa spet rekli, pač bez spet dirka to nekaj vidiš, da ti gre, tisti let sem pa pol zmagal. Tako da tista dirka je bila, tako, kako bi rekel, odskočna deska v svet eliminatorja zame, ne. Še enkrat, katera je bila to dirka? Se pravi, prvič sem se bolestno srečal Novi Sad, Srbija, kjer sem bil 6, pol zmagal evropsko prvenstvo sem pa na Portugalskem, v Anaviji. Si pa zmagal evropsko prvenstvo. Ja. Ok, no, zdaj sva nekje dobila časovnico, zdaj mi pa povej, da, ker jaz tudi ne vem te zadeve, tako kakšni moji gledalci. Se pravi, cross country imaš ti koliko krogov, pol, ko si že v 23? Pa, tako da nanese približno uro 20 dirkanja, ne vem, 6-7 krogov. 6-7 krogov. Se pravi, največja razlika med cross country pa eliminator je kje? Opiši. Ja, se pravi, že v sami progi je kar velika razlika, ne. Na cross countryju so krogi zelo daljši, na eliminatorju je ponovadi krog tam od 800 metrov do kilometra. Ponovadi dirkaš 2 kroga, začne se pa vse, če malo bolj opišem to disciplino, že ime na eliminator, elimination pomeni izločanje, se pravi, to je cross na izpadanje po slovensko, bolj pravilno slovensko, no. Tako da začne se s kvalifikacijami, ne vem, če smo 32 tekmovalcev, oziroma, ja, 32, vsak štarta en krog, čim hitreje, se zabeležijo vsi časi in pol v bistvu sem najhitrejših 32 gre naprej, se pravi, če jih je 40, to najpočasnejših 8 izpade in pol se naredijo skupine za 16. finala, se pravi, najhitrejši, najpočasnejši, pa 2 sredinska in pol se tako naredi 8 ekip, skupin in pol te skupine štartajo. Pol med dirko sta po 2 kroga, da je vse skupaj bolj zanimivo, ne, da ni samo en krog, ki je bilo prekratko, tako da tam pride od minute pa pol do 2 minute. In pač, pa ko prideš v krog, ta prve 2 gresta naprej, ta zadnja 2 izpadeta in pa gre 16. finala, 8. finala, ali sem že zafrkla, 8x4 je 32. V bistvu se začne z 8. finala, ja. 8. četrt, pol finala in pol na koncu finale, kjer se pa v bistvu udarijo 4 najhitrejši iz celega dneva. Se pravi, v bistvu kaj je tak neka mešanca cross countryja pa four crossa. Ja. Bi lahko rekel. In ti si prej rekel, da si bil v peak formi med korono 69 kg za cross country. Ja. Zdaj pa povej, kaj si pa mogel spremeniti, da si hud v eliminatorju? Ja, v bistvu ne, veliko. Najprej niso več toliko važne kile, da si lahko. V bistvu zdaj imam 80 kg, to je... 80 kg imaš? Ja, 10 kg več, to je kar velika razlika. Veliko več mišične mase. Po treningi so ful drugačni, ne rabim več toliko baze, ne rabim več, pač VO2 max je še zmeraj fajn, ne, da je visok, ampak ni več toliko pomemben. Zdaj je bolj pomembno, da sem navajen na to, na laktatni prag, da prenašam čim više laktate in pa da sem čim bolj eksploziven in da imam ta pure power, ne. Lahko malo poveš, lahko tudi malo se zlažeš, pri katerih cifrah si, ker to marsikoga zanima. Misliš moč? Ja. Ja, najbolj ponosen sem na minuto, ne. To imam kar hude cifre. No, pa kar... Ja, to je dobrega Jurija, povprečje.
Orga Julija poprečje. Ja. Sem kar tudi, pač, to so res hude cifre, no. Ampak po tej minuti si hotel. Ampak ličeš pa kabak to minuto. Ja, to pa pač res daš iz sebe, od sebe, vse kar imaš, no. Pač, ko prideš, se uležeš in ležiš pa ure. Zdaj pa nekaj povej. Ful mi ni jasen, oziroma jaz sem four-cross vozil včasih, ampak je bilo to malo drugače, ker je bilo malo bolj ravninsko, vmes smo še kakšne te fan skoke, ali pa je bilo celo malo nadol, skoraj že malo downhill, sploh kakšna črn proga. Ti imaš pri eliminatorju pismo res šprint, tudi v klanc gor na polno, ne? In ko narediš, ko ti priješ do finala, tu moraš biti že kar ožet. Kako je recovery poteka med temi rundami zate? Ja, res je, to se kar nabira, ne, vsaka ta dirka pusti nekaj posledice nate, pa tudi živčnost je, Ja. pač je skozi prisotna, ne, ni na krosu štartaš, si živčen, ne vem, na štartu, pa živčnost mine, tukaj pa štartaš, si živčen, prideš okrog, že spusti živčnost, pa si spet živčen, ko spet štartaš, čez 5 minut, tako da Spet so komovci v igri. ja, spet glava, mindset, vse, ne, tako da, ko prideš okrog, takoj na valerje, sem počas vrtiš noge, da probaš čim bolj to kislino ven z nog spraviti, kakšne gel stisneš, kakšne skrivne magične dodatke, da si še boljši. V injekcijah ali Ne, v soda bikarbona, kuhinjska. Aha, ok. Tako da, pač ja, čim bolj se probaš spočiti, Regenerirati. ja, čeprav se ne, ampak se probaš čim bolj. Pač fajn je, no, kaj veš, da to drugi so vsi prebiti, ne, da nisi. So, ja. Pač misliš, kako me zdaj štartno, ne, noge me ne držijo, priješ na štart, pogledaš okoli, vidiš, vsi trije so še bolj prebiti, ker ti pa ti malo odleže, ne. Sam je pa zdaj tako, se pravi, a si kdaj primerjal cajte, koliko zgubiš, koliko si počasnejši v finalni rundi, kot na začetku, ko si spočit na ta krog? A kaj gledate to? Ja, gledamo. Pač itak, logično je, da krog je najhitrejši v kvalifikacijah, ne, ker je samo en krog in takrat greš res na polno, ne, ker hočeš biti čim boljši. Ker v bistvu tudi kakšen čas imaš v kvalifikacijah, pa tudi pač tisti, kaj boljši, lahko izbira pozicijo štartno, ne, ker to tudi vpliva včasih. Tako da v bistvu je fajn, da kvalifikacije so čim hitrejše. Pa med dirko pa v bistvu bi lahko rekel, da ponavadi je najhitrejši tam polfinale ali pa celo finale, ne, ker ko štartaš četrtfinale, pač naprimer jaz, ko sem med boljšimi, dobim slabše nasprotnike in pač ne grem na polno, ne kontroliram dirko, tako da pač prevršujem čim več moči. Štekam. In pač pol v bistvu se skozi stopnjujejo te časi, čim hitrejši, ne. Ponavadi pride tudi tako, da je v bistvu finale najhitrejši, ker so 4 najmočnejši biki. Največji tam, ne. biki. Ja, tako da tam se udariš. Pizda pa cel zmozgan, štegnati žarijo in še vedno postaviš, še vedno stisneš to iz sebe. Ja, pač enkrat, ko štartaš, pač pozabiš tudi na to, ne. Adrenalin te oblije, pač greš, ne, še tiste 2 minute stisneš, pa si pa rešen. Svaka ti čast. Daj pa povej, kva te je toliko prevzel na eliminatorju, ker jaz pravim tako, na kolo grem, da mi je zabaven. Zdaj, a je tebi to zabaven? Po pravici pač treningi in pa dirke, pač ni zabaven, ker pač res trpiš ko žival, ne. Ja. Pač pol, ko je konc, če je dober rezultat, pa je zabaven. Ampak tisto te toliko potegne na konc, pač da pozabiš na vso to bolečino. Ne predstavljam si, koliko moraš še na treningu garati, ker pravi, da ko treniraš, moraš dati na treningu še 3-krat več, da ti je potem tekma dosti lažja. Ja, treningi so kar pač, jaz sem že pri treningu živčen, ko vidim plan, ko ga pošlje trener, in kakšni intervali so na planu, rečeš fuck, in pa kar odlašaš, daj bo šel, pa se spraviš, ampak sem spraviti se rabiš, pa ko enkrat začneš rine, ampak drugače pa kar suffer, ja. A lahko opišeš zdaj, kako te treningi potekajo zate med tednom? A ti si zaposlen ali ne? Jaz sem zdaj v bistvu marca bo en leto, odkar sem zaposlen v slovenski policiji, na centru vrhunskih športnikov. Respekt, hudo, dober feeling. Ja, dober, ja. 700 neto na mesec, Ja. 400 plača, božičnica regres. Ja, božičnica je bila letos, ja. Ok, zaposlen si in v bistvu imaš ves ljubi čas, da je res fokus na treningu pa vožnji. Ja, zato sem pač delal in zdaj je ratal, zdaj ni več izgovorov. Ok, in kako izgleda tvoj dan? Ja, odvisno, ne. Zdaj se malo se rabim zrihtati, ne, ker zdaj
Zbudil bi se lahko dosti prej, ne vem, obstajam ob 8, to se mi zdi že malo pozno zdaj, če si doma. Dobra generacija, brat. Ja, drugač. Tudi spanje je trening. Ja, ampak bi lahko šel prej spat, ne, da se prej zbudil. Ja, moraš čekati s Ampak puncami. drugač pa ja, ja. Drugač pa ne vem, kje ob 8 ostanem, en dober fruštek, pa odvisno od vremena, ne, zdaj ta zima je kar klinc od vremena, tako da kar gledam, kdaj bom čim bolje odnesel. Tako da ne vem, pa kar hitro na trening, treningi, v bistvu imam trening vsak dan, dvakrat na teden imam po 2 treninga, se pravi kolo pa fitness, tako da to pride, ob nedeljah sem pa fraj, tako da to pride še tam od 8 do 9 treningov na teden, pol trajajo od 1 ure pa do 3 ur, za vikend so malo daljši, bolj kakšne daljše vožnje, med tednom pa bolj krajši, intenzivni. Imaš pa vse, ne vem, od treningov šprinta, 2krat na teden, pol gym 2krat na teden, pa 2krat na teden hudi intervali, tako da vsega pa malo. Vsega pa malo. Če bi mogel zdaj izpostaviti eno stvar, ki ti na treningu najbolj najetra, pa je enega, ki se pa res veseliš. Pa v bistvu veselim se, ker pač ta fitness mi je rado kar všeč. Ti si lahko razbacan. Ja, 80 kg kar reda. ja, solidno, ja. Fitness pa, ne vem, šprintov se tudi veselim, ker pač je fajn, ne vem, to so 10-sekundni intervali, kar te ne zmatra toliko. Še zmeraj teno, ampak ne toliko, tisti ta hudi minuta, 2 minute intervali, ne. Tako da, A je to v klancu ali po ravnini? pa vse kombiniramo, ravnina, položni klanci, strmi klanci, zovinki, simulacije, proh, pač vse. A imaš kakšno progo okrog sebe doma? Jaz sem se vedno, ko sem downhill treniral, sem se kle v bližini moje bajte nakopal trail, da sem lahko, da se ni treba kdaj peljati nekam. Ja. Imaš ti tudi kaj takega doma? Pač imamo za bajto, ko imamo tudi majno, Ja. imam 2 traila, taka solidna, sicer zdaj jih že dolgo nisem več poštimal, tako da sta malo zarašena, drugač pa eliminator je fajn, ko imamo industrijsko cono tudi v Hodoviču, in pa ena malo večja firma, ki ima en velik parking z drevesi vsajeni posred parkinga. Hudo. Tako da tam pa se kar da narediti tako dobro simulacijo eliminatorjev, no, postaviš malo stožcev, začrtaš krog, tako da se da ovinke zalagati. Se da kar na približno potrenirati to. Povej zdaj ti meni, prej si malo omenil te tvoje cifre. A si kdaj mogoče razmišljal, da bi pa šel kaj več denarja v cestno kolesarstvo? Ja, to skozi malo tuhtamo, ne. A še zdaj tuhtaš? Pa zdaj niti ne več toliko, zdaj se mi zdi, da sem že malo zamudil ta vlak. Aha. Pač zdaj, če pogledamo cesto, ne, ajde, Pogačar je itak svoja liga, ampak če pogledaš ostali, kjer so mu najbližji, so to mulci stari 20 let, ne. To sem že v bistvu že ester za njih, 3 leta starejši. Ampak le redko, katero teh mulcov ima tak beder, kot ti. Ja, ne, če bi šel na cesto, pač ja, bi šel za šprinterja. Bi šel za šprinterja. Ja, ampak verjetno zdaj bi mogel iti najprej v nek dober slovenski klub, cestni, se tam dokazati, malo kakšen rezultat narediti, tako da me opazil kdo, kakšna boljša ekipa. Pa verjetno kakšno malo boljšo ekipo v tujino, pa preden priješ na ta World Tour nivo, po mojem traja nekaj let, ne. Ampak lahko bi šel probat, pa mi ne rata, tako da zdaj ne upam tvegati tega, zdaj imam plačo, pač fajn sem zdaj, no. To je lepo slišati, in ti Ja. prvoščam to. Se Hvala. si nekaj pregaral, da si do tega prišel. Ja, nekaj smo. Ej, čeprav Mark Cavendish je še lani, če se prav spomnim, zmagal zadnjo šprintersko naturo, ne? Ja, Pa pri 40-ih. ja, kar že star. Jaz mislim, da imaš še malo fore, ne? Ja, ampak to so 1 na milijon. Ne, se to. Ali drugače spremljaš cesto? Pa ja, kar spremljam, pač zdaj tak Euforija. rasturajo naši fantje, pač je fajn. To na hajpa je no, tudi za cross. Kaj pa, kaj Pogačarjeve cifre gledaš, če si rečeš, imam to. Bolj zate, da nisem v cesti. 1-0 dam stran, tam pa smo že na istem. The best. Ej, rekel si se prav zaposlen si, kaj si rekel? Vojska slovenska, ne? Slovenska policija. Slovenska policija. Pri klubu si pa zdaj kje? Pa klub v bistvu je še zmeraj isti, MBK Črni vrh. MBK Črni vrh. Ja. Ampak tukaj ne dobivaš nič nekih. Ne, pač klub mi krije trenerja, licenco, drese, Okay. pol kar se tiče pa dirk, do 2 let nazaj je še šlo, da mi je klub pomagal, ker tudi nisem šel na vse dirke svetovnega pokala, sem šel samo na teh par bližnjih. Po lansko leto, ko sem pa rekel, da je treba to zdaj malo bolj zares zaštartati, sem si nabral pa
sam osebne sponzorje. Pač to je smotan nabira, ta sponzor je perfekten za denar. Sem izkusil, da je kar težko, ampak imam to srečo, no, da je polno takih lokalnih podjetij tam blizu mene, ki me poznajo, pač vejo, ne vem, da sem pridno fan, Da ne gre v droge. da ne gre v droge. Tako da v bistvu lansko leto sem prvič nabral nek kupček denarja, letos sem ta kupček še podvojil, tako da imam kar fajn osebne sponzorje, no, tako da prijem čez celo sezono fajn čez. Respekt. Da mi pa povej, če smo že pri zneskih, kaj zdaj to pomeni zate, da ti odpeljaš, koliko je dirk v svetovnem pokalu? Se pravi, letos bo svetovnega pokala 6 dirk, pa zraven še evropsko, pa svetovno, prije to 8 dirk, pa še kakšno vmes, ker je pač ta eliminator na leto se je neko novo različico začel, se pravi, svetovne pokale, pa ima eno serijo nižji, je City Mountain Bike Series, ker ne, je tudi konkurenca nižja, manj denarja, pa naredili so pa še Pro League, ki je pa v bistvu full denarja, pa konkurenca je ista, kot na svetovnih pokalih. Tako da letos me full mika, da bi to Pro League šel, ampak so pa Kitajska, Indija, Saudska Arabija, Azerbajdžan, tako da pač ni problem ponuditi denar, to kar gre. No, ampak, ok, recimo, da boš imel 80 dirk teh glavnih, pa kaj, ene par še Tistih, ja. uspod, je to koliko? 15-14 dirk letos? Ja, pa ne, po mojem, kako sem računal, enih 12 dirk, kar se tiče eliminatorja, pa počem še to kakšen cross v Sloveniji. Aha, Ja, ki je to še greš? do 15, ja, za trening, za zabavo. Štekam. No, kje smo finančno ti sezono spravili, so kakšne cifre? Ja, se veš, to kar, ne vem, Zdaj, ker nabi več, kot sponzor, kad gleda, mora imeti enormne. Se mu še premalo dam. Kaj imaš? ja, ne, pač čisto odvisno, ne, pač Nemčija, dirka v Nemčiji prideš pa cen skozi, dirka v Braziliji, na primer, pride pa sem karta 2 jurja, pa še vse zraven, tako da ja, kar se tiče sam prevoza na dirke, stroški letalskih kart, stafa, hotelov, pa prideš kar kje v 20 jurjev verjetno. 20 evrov. Ampak ti kriješ mehankarju, pol pot pa vse. Pa jaz sem sam častim izlet, Aha, pa nima dnevnic no par meni, tako da, ja, mislim, enkrat mogoče pa prelezete do tega. ja. Opiši mi sezono 2025, ki je bila pa zate, po moje, ena boljših, a rečeva tako. Ja, najboljša do zdaj, ne. Opiši, kaj je bilo tako dobrega v sezoni 2025. Ja, vse v bistvu. Pač za cilj sem si zadal svetovno prvenstvo, to je edini cilj, ki mi ni rato. Kjer pa si bil? 8. Stilo si pa zlato predvidel. Zlato, ja. Kaj ti je pa sfalil do zlate? V polfinalu padec v zadnjem ovinku, zdrsnil. Pol v malem finalu, pa je še mali finale, kjer se boriš za od 5. do 9. mesta. V bistvu 9. sem bil. Ja. Od 5. do 9. mesta sem bil pa defekt na Rocky Gardenu. Tako da v bistvu sem bil v zadnjem malem finalu 9. Ta dan ni bila tvoja noč. Ova noč ni bila moj dan, ne. Ej, kako bil pa jezen? V bistvu kar zelo, ampak hkrati pa tudi vesel, ki je bil zraven še. Pač letos sem prvabil še enega kolega Slovenca na te dirke, Matica tam iz Kamnika, blizu Kamnika. Je pa razturnal to dirko, tako da je bil 3. Res? Tako da pač ful sem bil jezen, ampak hkrati pa ful vesel ne za frenda, da mu je rata. Se pravi, tudi on predvidevam, da ga je potegnilo eliminator. Ja, zdaj tudi on kar cross dal na stranski tir, pa eliminator gasa. Ok, svetovno prvenstvo ni šlo po planu, kaj pa je šlo po planu? Je v bistvu vse ostalo, ne. Evropski prvak, za kjer si sploh nisem, pač ko sem prišel na Evropsko, Evropsko je bilo en teden pred zadnjo dirko svetovnega pokala, meni se je šlo v bistvu sem, da ubranim skupni seštevek svetovnega pokala, ker ne, že celo sezono sem dober dirkal, nanizal sem 2 zmage. Bravo. 1. 3. mesto, pa skoro sem bil top 4, no, v bistvu. Tako da, pol Evropsko je bilo en teden pred zadnjo dirko v Barceloni, jaz sem bil itak fokus sem na tisto tekmo v Barceloni, da razturam, da obranim majico, zasledovalec je bil kar blizu, tako da na Evropskem se sploh nisem sekiral, pač rekel sem vzamem za trening pred zadnjo dirko, pa po mojem veliko to bilo fajn, še nisem sekiral in pač sem dirkal, užival in pač na Evropskem je tudi ratal. Suvereno sem zmagal, no, tako da pa sem dobil še dodatna krila za ta zadnjo v Barceloni, tako da se je res pošlo na koncu sezone. Čak, bil si pa tudi evropski 2022, ne? 2022, ja. Ampak v isti kategoriji.
ista kategorija, ker tukaj smo vsi skupaj. Ni junior, ni U23, tukaj so vsi elit. Kdaj si pa prvo svetovno pokal zmagal si pa kdaj? Lansko leto, aprila v Tadžikistanu. No, kakšen je pa to film, ko zmagaš dirko svetovnega pokala? Ja, hud je. Vem, da sem prišel čez črto, sem se zadrl. Pa sem prav na prenosu slišal, da sem slišal, ko sem se zadrl. Hodoja, euforija, kurja povod, vseeno. Se poplača ta moment, ves ta trud, ki ga daš še zimo? Ja, itak, vse poplača, ja. Bravo, respekt. In kaj veš, da sem enkrat najboljši na svetu v bistvu? Kar hodo se sliši, ne? A ne, da je hodo? Ja. Fakt, star. Prav prvošen ti in tako respekt to, kar počneš. Da mi pa povej, plani za sezono 2026 so pa kakšni? Ja, zdaj, lansko leto sem jih na glas povedal, ne pa se je ponesrečil. Da ne vem. Letos itak, ta glavni plan. V bistvu osvojil sem zdaj že vse v eliminatorju, čeprav ga dirkam šele 2 leti, letos bo 3. leto. Manjka mi samo še tista zlata svetovnega prvenstva. In na to ciljamo, ne. Zato zdaj vse delamo, letos je svetovno že 18. aprila, kar je v bistvu zdaj 2 meseca. Zelo zgodaj so ga dali. Tako da v bistvu že pa smo kar hitro začeli s ta hudimi intervali. Čakaj, prva dirka svetovnega pokala je pa kdaj? Je pa 4. marc. 4. marc? Ne, sorry. Čakaj, da sem čisto zafrknil. Marc bo zdaj. Ja. Ne, 4. april. 4. april? Ja, 4. april. Je prva? Čakaj, si rekel pa kdaj, da je svetovno? 14 dni kasneje pa svetovno. Je pa že svetovno? Ja. To se ti pa hitro začeli. Kako vas pripravljen? Ja, vse je pravim, da smo dosti premaknili vse naprej. Smo prej začeli s treningi, prej ta hudi treningi, prej oni treningi za bruhat, tako da. Bomo spremljali, spodbudite ga, kaj mu napišite v komentar, kaj mu del. Daj pa povej tole. Kako je s kolesom? Kdaj v tvoji karieri je prišlo tako, jaz upam, da je zdaj tako, da ti bike dobiš po opremo? Pa v bistvu jaz sem imel tako srečo, da to je že kar hitro prišlo. V bistvu, ker sem bil že junior, sem dobil že takrat zastonj kolo. Lih tako se je pošlo. Takrat, ko sem bil junior, je naš klub sodeloval s kolesarskim centrom Bauer v BTC-ju. Pa zelo je pripomoril tudi Tine Činč, verjetno poznaš. Seveda. Kakšna korelacija je pa s Činčom pa s tabo? Ja, faca je, z bratom smo ga spoznala, fotor je kupil v Hervisu KTM-a, ne? Ja. In pa je rekel, vzemamo sem KTM-e fural, ker vidim, da je dobro bajk, ne? KTM-e so prodajali v Bauerju. Smo šli v Bauer, tam srečali Tineta in tip je bil faca, ne? Ja. Videl, da so 2 pridna fanta in ja, je začel nejo hypati vse, tam smo kupovali kolesa. Brat je kupil prvo kolo. Bravo, Činč. Ja. Pa, ko sem jaz malo bolj restauravati začel, smo še klub rekli, če bi sodeloval z njimi, klub je bil za, tako da takrat so dobila jaz pa še en Matevž Govekar, zdaj na cesti. Ja. So dobila 2, smešna cena, no. Jaz sem rekel zastonj. Ja, hudo. Tako da ti si bil prvi tak bajk, da sem ga dobil. Pol je enkrat, čez 2 leti je zrihtala kolesarska zveza, Skote. Pa sem pa že kar hma začel Likugan furati, ja, to je pa italijanski brand. To si pa zdaj na njemu. Ja. A gremo zdaj midva pogledat tvoj bajk, kva furaš? Lahko. Ajde. Ok, Jakob, razloži meni in najnim fanom, kaj si pripeljal v mojo klet. Se pravi, pripeljal sem Likugan Trail Crossfire. Ja? To je kolo, ki ga uporabljam zdaj za treninge, ker hardtaila še čakam, sem rekel, ne. Tako da, fajn igrača, no. 120 hoda spredi, 100 zadi. Tale fajn drop, potopna sedežna. Pa vidim, da imaš na desni strani ročico za sprožitev sedežne opore. Ja. Odvedno ali? Ja, odvedno, tako sem se navadil in mene bi zdaj zmedlo, če bi bilo na levi, ne. Ja, ker sem jo iskal, gor, dol, si levičar ali desničar? Desničar. Desničar. Všeč mi, kako si pokazal, desničar. Ampak to ni tvoje tekmovalno kolo. Ne, to je bolj trening kolo, pa za kakšno dirko krosa ga vzamem, ki je polno zmeteno. Če bi šel pa s tem voziti dirko eliminatorja, bi pa kaj bi te zjebali? Pa verjetno pozicijo najbolj, ne, ki je bolj taka. Tudi ta kolo je ta bolj trail varianta, je bolj za naspuste, ni toliko za klance, pa kakšne ravnine.
Pa verjetno, če bi šel eliminator dirkat, bi dal prvo, druge gume gor. Čeprav že te izgledajo hitre, to so Vittoria Mezcal. Ja. Hvala kultu za podporo. Gor bi dal kakšno hitrejšo, kakšno Peugeot ali pa Tereno. Isto od Vittorije. Isto Vittoria, ja, ki ima mejne gripa po sredin, ima samo tiste stranski grip, da drži ovinke. Ok, čakaj, zdaj sva pa ostala pri gumah. Ti si rekel, da bi imel bolj gladko po sredini. Ja, Kaj pa, če bi daš? pa se pravim, ena je Peugeot, ki je različica med Tereno pa Mezcal, tako da na Tereno je res prav po sredini, čist brez gripa. Ok. Peugeot je pa podobna tej, ampak lih manj hitrejša. Tako da ona Peugeot je po mojem bolj taka, če je daš, pa če je kakšen makadam vmes, da še vsem drži. Koliko si pikolovski zdaj pri nastavitvah bajka, ki gre za race bike? Po mojem sem krno, pač hitro me kaj zmede. Ne. Kaj ti je najbolj pomemben? Ja, da je vse tako nastavljen, kad je, ne, naprimer, da ni žlajf zamaknen, da ni tale prestavna ročica, pol da menjalnik dela, kad se zahre, da vil se zaklenejo, da so trde v šprintu. Imaš tole? Ja, ampak tukaj je še kar trdo, ne, ampak ne, ker sta za oba. Ja. Pol na hardtailu je to dosti mehko. Pa na hardtailu imam tudi DT Swiss, tukaj je Fox. Pač ja, pa da so gume prav napumpane. Koliko pa mora biti tvoja? Za 80 kg si rekel? Koliko imaš pressure v gumah? Pa čisto odvisno od proge, ne, pa od dirke. Načeloma to sprobamo na ogledih prog, sprobamo različne pritiske, pa za najbolj idealnega se odločimo, ampak ponavadi tako, če bom vzel od oka rekel, na dirki eliminatorja od 1.6 do 1.9 bara. 1.6 spredi, 1.9 zadnji? Tako ja. A imaš to nateženo? Spredi imam manj kot zadnji. Pa še inserte imam noter, tako da. A imaš še inserte furaš? Ja. Pa ni to na teži dobiš? Ja, ampak Vittorini inserti so zelo lahki. Odlično, dobro reklamo si naredil. Koliko pa tvoj bike kill race bike? Race bike pravijo, da je zelo lahkek, tega še nisem spoznal, ampak da bo, ko bo spimpan za dirko, okrog 9. Koliko je pa zdaj ta, ki ga imaš? Taka sem ga pa zdaj imel, je bil pa čez 10. Čez 10? Kilo bom pošparil. Kilo boš pošparil, ta lepa, kje smo pa kle? 11,5. 11,5? Ja. Ej, a je to factory bike, ali ti dobiš frame, pa si ga pol zlagaš? Ta je factory. Tega, kam bo dobil z eliminator, bomo pa neke druge robe še vrhali, neke boljše, lažje. Aha. Bo prav zame. No, vse to me zanima. Zdaj ta bike, ki si furil, softail, ki si rekel. Se pravi, od zadaj mačkan s karbonom, da to diha, koliko si rekel, 30 mm. Imaš ti svobodo pri izbiranju opreme ali ne? Ali imaš že kakšnega proizvajalca, sponzorja, ki moraš imeti to gor? Pač v bistvu leto sem podpisal za vilce, da bom vozil DT Swiss. Okay. To je ukaz, to ni bila moja izbira. Aha. Tukaj tale tuning by Galomoto, to je bila njihova želja. Aha. Da vozim DT, pol njihova želja je, da vozim njihov Center Power, to je tale gonilni ležaj, keramični. Aha. To je dobra zadeva, to me veseli. Okay. Pa obroči bojo isti, ne bojo bili DT Swiss, bojo bili pa Ursus, to je pa tudi neka italijanski brand in so pa tudi kao zelo dobri. Pravijo zmer, da so najboljši, se to mora reči, ne, če nekaj promovirajo, tako da. Ej, kako pa je to navzkriž? Se pravi, DT Swiss vilca, ne pa vilseti? Ja, zanimivo, ja. Ampak to je tako so rekel. Ok. Kaj bo pri kultu, pa ne bo jezni, če ne bo šel? Pač, da je tale potopna še zmer ostaja. Potopna ostaja. Foxova. Ok. A imamo kakšne mere, se ti si koliko visok? 178. 178 bajke, velikost kva? Ta je medium, tale hardtail, ki ga dobim, bo pa large. Large. Ponavadi voziš koliko široko balanco? Zdaj si me dobo. Če rečem 75, sem zadev. Jaz bi rekel, da ja, ker smo 76, pa mi je tako dosti tam temno. Ok. Brem se vidim, da imaš da hitro primajo. Ja, sicer jaz sem cel življenje vozil Shimano. Aha. Tako da sem bil kar skeptičen, preden sem šel na Maguro. Ja. Sem se res navadil Shimano, ta pa Shimano mi je res top bremza. Okay. Ker sem že sprobal, Itak. šram pa mi ni bil. Ja. Tako da, ampak sem zelo zadovoljen z njimi, MT8, zelo lahki, karbonska ročica in zaenkrat še nisem imel problemov. The best. Tukaj le vidim, da imaš kaj powermeter gor. Parameter, ja, Vedno treniraš s powermetrom? vedno, to je obvezna oprema, brez tega ne gre. Brez tega ne gre. Kaj imava še kaj klele? Aha, tole mi povej, prenosi pri eliminatorju. Kaj zdaj to pomeni? Kakšen zobnik ima spredi?
Spredi imam 38. 38. To je tudi 38, sem kar zdaj prehebljal, ker itak s tem treniram večinoma, da sem res navajen, čist na tekmovalno. Zadnji pa klasična kaseta. Klasična kaseta, ja. Zelo mi je všeč ta nov Šramov transmission, menjalnik, ker pač res dela top pod obremenitvami, ne, in res tukaj nazaj, ko si zašprintal, si pač malo občutka imel, da nisi vsega polamal, tukaj ne rabiš občutka, sam greš. Ko smo želi hlele, koliko ketne zamenjaš? Pa ta huda, ko pride od transmissiona, ki je neki, pač ne vem, neki prav huda, tisto zamenjam samo eno, ker pa je pač tudi merem in se res vse ne raztehne. Jebeš. Tale, to pa ima večkrat, ja. Lih dan sem jo zamenjal, frišna. Frišna ketenca. Uno pa enkrat, se pravi na race bikih imaš uno, da je za zihar. Da je za zihar. Pri teh vatih svaka čas, da ne menjaš tokrat. Okay. A si ti kaj kdaj eksperimentiral? Mislim, pri tebi gre res veliko na šprintu pa na speedu. Gume, širina gume, kaj si ugotovil pri kakšnih testih? Pa ja, nekaj smo probali, tudi dožje gume, ampak tisto me je pa na teh tehničnih odsekih, nisem toliko šur. Tako da kar ostajam na 2,25. Na 2,25? Ja. Inserti, pa Vittoria. Ok, imaš kaj, si kaj pikolovski glede višine spredi, vidim, da je kar podrt. Kar podrt, ja. Pač všeč mi je, da je malo nižji balanca, da je tak malo bolj, da ni turistična vožnja, ne, da imaš gor visoko balanco, da si tak napadalna pozicija, da te napali. Da te napali. Širina, mislim, dolžina fajfe je pomembna? Pa, itak te integrirane balance pridejo, kakor so. Se navadiš na to, ne, kar dobiš. Se navadiš na to, kar dobiš. Hudo. Pedala SPD ti uporabljaš kaj, Shimano, kaj XTR je to? XTR se mi zdi, da so XT boljše, čeprav se mi zdi, da so na par zgubiš 30 gramov, kar pa ni veliko, ne. Ko smo lih pri tem, a se ti zdi mogoče, da pa marsikjer je preveč obremenjen z opremo na bajku ali ne? A bi rekel, da je, koliko je pri tebi res oprema fokus? Pač, fajn je, ne, da je čim bolj vse top, če bo bil na koncu premen kolo, ne vem, 300 gramov težji, kot bi lahko bil, se ne bom preveč sekiral. Raj 300 gramov spustim, ali pa še bolj natreniram, tako da v bistvu se ne sekiram toliko, no. Se pravi, razni mladinci, ki imajo izgovore, da ne morajo dosegati nekih hudih rezultatov, ker imajo najboljše opreme, je to... To je bullshit izgovor, ne. Bullshit izgovor. Glej, marsikjermo smo zdaj lepo uničili sanje, ampak tako pač je. Beseda šampiona. Vedno furaš karbonske okvirje, predvidevam? Vedno. Koliko okvirjev kaj lomaš? Ja, prej Softail, sicer to je slaba reklama, ampak sem tudi jaz naredil par napak na dirkah. Ja. Tiste sem dva zlomil. Ampak je bil, kako bi rekel, je dobro, da sem jih zlomil, ker potem je ta podjetje Likugan je prav tiste dva okvirja vzel v njihov razvoj, pogledal, ki so se lomili, in zdaj ta nov, ki je prišel, Origin, Rampage, ta hardtail, se na tistih delih, kjer sem ga jaz zlomil, je ojačan. Tako da sem pripomogel tudi malo razvoju tistega kolesa. Nisi ti pa nikoli zlomil na hard med furo? Ne, dvakrat na dirki. Ampak kad je bil drop na flat, pač ne vem, zakaj delajo na flat drope, ta drugič pa, ko sem overtakel en skok. Ok, se pravi, imaš pa pod kapo in par zlomljenih okvirjev, vidiš. The best, to je to, gremo nazaj na intervju. Mala. Huda raketa, zdaj pa, kdaj si rekel, da dobiš Trdaka? Trdaka dobim, pravijo, da je naslednji teden. Zaupam jim ne, ker to se vleče že nekaj časa, ampak upam, da je naslednji teden. Daj pa nekaj zdaj takole povej med nama. Bil si lani na kakšnem kolesu na Softailu? Softailu. Ampak izkazal se je rezultatsko za dober bike. Pa ja, dober, tako da. Tu je nek preverjen kon. Zdaj bo šel pa na Trdaka, relativno hitro se ti pa začne prva dirka svetovnega pokala pa svetovno prvenstvo. A je kaj tveganja kle zate, ali praviš, da ne, hočem Trdaka, ker vem, da bo to? Hočem Trdaka, ker imam malo preveč slabih izkušenj s tem Softailom. Pa vse, dokler je delo. Pa ni. Tako da, ja, malo me je zino, ker ga v bistvu dobil kar kasne, če ga dobim v bistvu zdaj bo en mesec pred prvo dirko, pa še bike fitting, pa da se čim bolj
navadim na pozicijo, navežem, da je zadnji čisto trdo vse. Ja. Pač upam, no, da bo bilo časovno res v redu, pa da se čim bolj poklapava. Konkurenca pa kaj vozi? Večinoma trdake ali so tudi na fulijih? V bistvu so v 90% na trdakih, ene par pa jih fura fulje, ampak ne vem, no, če je to velik bajk za eliminator. Za eliminator. Če bi ti mogel sestaviti tvojo progo, kaj bi moglo vsebovati? Kaj ti uživaš? A imaš ti tudi nek svoj favorite track, svojo najljubšo progo na svetovnem pokalu pa na slovenski dirki? Imam, ja. V bistvu pogruntil sem, da težja, kaj proga, boljši je zame, ne. Kaj pa je zdaj v eliminatorju pomeni težka proga? Dolge ravnine, Aha, da res pride tisti power do izraza. ok. V bistvu pa pač vem, da malo zgubljam na teh hitrih ovinkih. Pač malo sem, kako bi rekel, pusi, ne. Iskren pa je! Ok, kaj te jebe pri hitrih ovinkih? Ja, Hitre ovinke definirava kot kaj? Hitre zaporedne, kakšne slalom zavoj ali take s speedom dolge da ovinke? prepečiš s speedom na polno in pa ne založiti. Pač vem, en svet je res pridobiva pred nam na tehniki, ne. Po powerju sva tam, ampak na tehniki pa naredi isto malo razliko pred meni in tam rabim jaz prije, če malo naresno, da bom še na tehniki isto kot on. Bravo. Tako da ja, ovinke hitre se rabim naučiti fajn založiti, Spustiti. bremze in sam. Ok, no, ampak še vse, to sva zdaj upisujeva tvojo sanjsko progo. Če bi si ti trasiral progo, dolga ravnina, ker se pokaže, da je hudka popr, Pa 4 ovinki, da narediš kruh. pa 4 ovinki narediš krog, vmes je pa kaj? Imaš še kakšne te, včasih kaj ste imeli neke skoke čez... Pa v bistvu je ratalo že kar hodobno, tudi tukaj pri eliminatorju. Začeli se je bolj z mehkimi skoki, zdaj so pa to že kar ratale, odvisno od proge, no, nek so tu zadeve že kar dropi, ne vem, visoki. Na flat, sploh ne vem, brez občutka. Rogarni, woodgarni, mostovi, pač vse. Iz 2 let nazaj imam tudi eno zelo slabo izkušnjo, en double, sem isto prišel s preveč speeda na kvalifikacijah, po letu, kudom in prevc, prestal na bučo, bajk en teden star razlomil na 3 kose. Ne se zdaj. Čistja, še vam še posnetek jim pokazal. A ti si bil pa cel? Ja, jaz pač ne vem, na posnetku z glavo sem udaril 100, ključnico, zapestje, se še zdaj imam tukaj eno tako brzotino. Tako da, dobro sem odnesel, ja, ampak tako da zdaj imam še malo, kako bi rekel, malo travm glede teh skokov. Pa ja, no, pač glede teh skokov, pač meni ni problem, jaz že letim daleč. Se ne bojim velikih lukenj, jaz se bojim, da letim predaleč, ne, ker... Ampak, a bi rekel, da je bil bolj predaleč, kot prekratek? Je odvisno, kakšen je landing, ne. Ja. Ampak ja, boljš drugače, načeloma je boljši daljši, ne, pač več speeda, če kejsaš, pač zgubiš speed, ne. Ampak ti si mogel leteti na peso. Ja, na peso, ja. Kaj bi rekel, da si narobe naredil v tistem momentu? Ja, vse. Pač jaz nisem znan, da v kvalifikacijah nekaj raztural, ne, tam okrog 10. mesta ponovadi. A, res? In tukaj na tej dirki v Belgiji sem pa rekel, pač danes imam pa res 100% stare kvalifikacije, da pač pridem top 3, ne. Še mehanik je bil zraven rekel, da je danes pa res otrž kvalifikacije. Prvi ovink, pač to je bilo po 7 sekundah proge. Prvi ovink, za 180 se zaviješ, malo nadol, en double, pač meken double. Jaz na pitchu, stari, pač prišel, ne vem, zelo prehiter. Takoj sem vedel, kaj me je začel. Da ne bo. Da se ne bo išlo. Dobro, da si bil cel ta star. Ja, to je kar dobro sem odnesel. A ima kakšen posnetek tega? Ja, To je posneto. posneto. Tudi ki je šel okolo na 3 kose. Vse. Dragi dame in gospodje, prilagam posnetek. Čast. Ej, v glavnem, da mi pa povej, za vse te fane, ki jih pa mogoče zanimajo to disciplino, kaj odlikuje
dobrega tekmovalca v eliminatorju? Ja, to prvo pomembno je zelo vztrajnost, ne, da ko začneš, da ne obupaš po prvi dirki, po prvem treningu. Pač malo je takih, ne, da to hitro pride na visok nivo. Tako da vztrajnost, disciplina, itak mogoče malo večji stehna, Ja. da je res ti šprint, pa ta surova moč. Pa ja, da si navajen trpeti, no. Si navajen trpeti. Ampak vse to je pri vseh športih, če se greš zares, ne. To se strinjam. Zdaj pa tako, ne morem, da ne bi omenil sploh pač Halcer. Halcer je bila neka gonilna sila, pa Halcer je tisto, ki je res dal mogoče prepoznavnost temu eliminatorju. Takrat se sprav spomnim, da je bil neklasično grajen za vse te modele, ker je bil resna žival. Jaz se ga iz downhilla spomnim, ki je bil bik. In pa je bil v unem prijeten dres izgledal, kot da je Hulk. Zdaj pa povej, kako se ti Halcerja spomniš, je mogoče tudi Halcer na tebe naredil nek tak vpliv, pa te motiviral, da gledaš tudi v to smer. Kako se ti spominjaš Halcerja? Ja, v bistvu se ga še kar rado spomnim. Najprej z tega državnega v Kamniku, ampak sem se srečal z njim že prej. Sploh ne vem, kako so z bratom to, takrat je še UCI prenašal tekme eliminatorja. Ja. In je bil svetovni pokal v Novem mestu na Morave. In so imeli tudi eliminator in so videli pač, da je Halcer dirka, ne. In so v bistvu pogledali celo dirko in takrat je on dosegel prvo in edino zmago v svetovnem pokalu. Premahal je tega Daniela Federšpila, ko v bistvu velja za boga eliminatorja, Avstrijc. A si se pomeril že z njim? Ne, zdaj v bistvu je že kompljiv, je starejši. Tako da takrat, ja, pač res, kot si rekel, bil je Hulk na kolesu. Pač koliko je bilo to moči tam, kaj šprintov. Pač takrat, ja, me je pritehnil ta eliminator, ne. Tako da vsaka mu čast, v bistvu je bil prvi Slovenec, ki je osvojil naslov svetovnega podprvaka, pa evropskega podprvaka v tej disciplini, ne. Tako da sem vesel, no, da lahko zdaj te rezultate popravljam. Nadaljuješ naprej. Ja. Svaka ti čas za tole. Da pa povej še, se pravi, predvidevam, da tvoji treningi v fitnessu se stojijo iz kakšnega deadlifta, pod globokega počepa, ali imaš, mislim, počepa do 90? V bistvu deadlift, ja, ta globoki počep, v bistvu zdaj delam bolj že ta max moč, tako da je počep ni več niti 90, no je, ne rabim take amplitude na kolesu, ne, pač bolj to amplitudo iščemo tisto, ko imaš na kolesu, takrat, kaj je največji power na pedale, pol bench itak, to je najjača vaja. Pa dajva malo na cifrah, če si bik. A ja, ne, to... No, približno, kje je 80 kg, kaj delaš na počepu? Ja, ta esto degre, se pravi ta zriti pod kolena. Pač nikoli nisem delal PB-ja, ne, kot lahko maksimum, ampak tako, ne vem, delal sem sete po 110 kg, ne vem, po 6-3 serije. Tako da ne vem, po mojem tam od enih 150, po mojem, da bi mi rata dvigniti. Okay. Drugače to s to amplitudo, ki je pač, ja. Ki smo malo višji, delam zdaj 175. 175 kg, ja. Pa šponaš. Pač dol in pol, kukar upaš gor, ne. Bravo. Merimo hitrosti, da tudi pač vse spremljamo, analize. Okay. Pol deadlifta, v bistvu deadlift mi ni všeč, deadlift imam 165. To tudi lepa drugačno, 80 kg. Ja, ampak imam spodaj eno, cheat blazinco, da imam lih malo višji, 3 cm. Razumem. Pol bench pa ne vem, pač to nisem še nikoli proval PB-ja, ampak delam zdaj sete 95 po 3 serije, 3 repe. Ne zafleksi malo za kamero, ki si hud. Ja, sem ti si jači. Ne, jaz nisem jači. Hudo. Ne, tako, a sva še kaj tacga? Jaz mislim, da sem drugače prišla kar čez celo v bistvu kariero. Pa ja, sem še mlad, se ni dolga. Sem še mlad, zato sem rekel, ampak tako, a sva še kaj spustila. Komu se imaš za zahvaliti vse na tvoji športni poti? Ja. Ja, ne prijata pa mama, ne. Itak. Pač itak, da začneš kot mulj, rabiš starše, ne, da te prvo finančno podprejo. Pa klubu, trenerju, ta prvo trenerki Nini, ki je sploh prvo začela z mano. Pol trener Matjaž Bodin, ki je še zdaj z mano. Trener Aljaž Markič, ki se je 2 let nazaj pridružil. Slovenski kolesarski zvezi.
pač vsem sponzorjem, pač velike teh, no, bratja, sestra, stara mama, stara ata, pač ne vem, vsi, ki mi dajo kakšno lepo besedo, pa me podpirajo. Ok, če bi si tako rekel, kaj ti še manjka, da bi bil popoln paket, da še zboljšaš mogoče svojo pozicijo v svetovnem pokalu, da je še boljši paket zate, ki bi ti pomagali iti naprej. Kaj bi imel še zraven? Ja, se pravi, še malo več treninga pri tistih zadevah, ki še nisem na top, no. Se pravi, ko sem prej rekel, kakšna tehnika, ovinki, To flat. sva rekla, ampak bolj sem mislil mogoče ekipa, ki jih popelješ na svetovni pokal, imaš mehankarja, Ja, imaš trenerja, predvidevam. ja. Pač v bistvu, a gre trener, pa je še zraven mehankar, a gre pa samo v bistvu nek Okej. model, ki popravlja. Ampak kaj bi še imel? Imel še kakšnega fizioterapeuta pa kuharja? Ja, pa ne, se ponovadi za kuharja ni panike, ker ponovadi smo po hotelih, ampak Aha. kakšne fizijo pa zmeraj pride prav, ne. Pa se tudi zdaj obiskujem, da je vsake toliko, grem na kakšno masažo pa fizijo, ampak ja, me kar skozi kaj boli, tako da fizijo bi lahko bil skozi zraven, to je sploh. Tukaj me je pa malo presenetilo, da si rekel, da so tukaj hoteli, kar se hrane tiče. A se ti ne zdi, da mogoče kdaj tvegaš drisko pri neustaljenih kuharjih oziroma pri hotelski hrani, ker ponovadi, kakor jaz vem, imajo pa proji že kar nek svoj balonček teh priprave, ker so navajeni neke hrane in da res lahko jejo tisto, kar je telo navajen. Ampak pri nam je tako, no, ta, ko se, ne vem, primer organizira dirka, zdaj, ko bo v Tadžikistanu prva, v bistvu ta organizator za vse tekmovalce najame en hotel in pa v bistvu smo vsi tekmovalci v tistem hotelu in pač mi imamo posebej hrano. Pač kuhajo to kolesarsko hrano, riž, Pa jim pašta. zaupaš, ker kaj če, na primer, kakšen Nemec ali pa nekdo ti je zdaj največji nasprotnik reče, no njemu daj pa odvajala, pa klele ti dam 2 jurja v žep. Pa ja, no, moraš zaupati, ni druge. Bod previden, da si pa v svetovni špici, Ja. tam se pa dogajajo prljave igre. Mislim, da je rekel Anthony Joshua, boksera, ki spremljaš to. Pa bolj ne, ampak Ja. ja. Je rekel, da so ga na eni boks tekmi hoteli zastrupiti in da ima vedno zdaj od sebe svoj tim kuharjev. Tako da, No, ko bom prišel na tak nivo, da bom finančni nivo, bom imel tudi svojega kuharja. omogočimo. Ej, zdaj pa še tole. Kaj misliš, da je potrebno, da res eliminator pride v malo večji spotlight na vaši sceni? Kaj mu manjka? Ker meni se pa zdi, naprimer, da je to prvo kot prvo ne traja tako dolgo, si rekel. Ja, Akcija je, ker ste 4, se pravi, pride tudi veliko preriranja do padcev. Proga je, bom rekel, zelo dinamična, kot jo ja, opisuješ. zanimiva. Zanimiva. Zakaj ta disciplina še ni tako v spredju, kot bi da lahko? Ja, pač ful se trudijo, pač vse, ko sem jaz prvič dirkal 2022 evropsko, pa zdaj je že zdaj pač zelo velika razlika vidna. Že po štartnih listah, po tem nagradnih skladih, pač zdaj imamo pač vsak svetovni pokal je tudi prenos v živo, kar je kar huda zadeva, no, da pač dirko v živo prenašaš, pa so hudi prenosi, pač ni tako, tam nek s telefonom snema, pač so kameramani, pač to kot svetovni pokal. Ja. Ko sem že to reči, a ja, tale medijska prepoznavnost, ja, ful ta šefe tega eliminatorja, ful na vse tekmovalce tudi čim več postati, čim več objavljati. Pač ta družabna omrežja, ne, je treba čim bolj v svet spraviti, da se čim več ljudi seznani s tem. Ampak po mojem treba je začeti že na tem državnem nivoju, ne. Jaz bi bil zelo vesel, da bi zdaj že 2 let pauze od državnega prvenstva v eliminatorju. Niste imeli sploh v Sloveniji nič. Ne, nazadnje je bilo 23, 24. Pa zdaj 2 let ni bilo, ker se ni najdel organizator. Tako da jaz bi bil zelo vesel, no, da bi že letos, ker zdaj imamo pač 2 huda v Sloveniji, mene pa Matica, bi se spodobilo, no, da se organizira tudi državno prvenstvo, pa s tem pravimo še, pač lahko se še kaj najde, da je v tej disciplini nekomu mogoče v krosu preveč safra, pa ni rezultatov, Štekam. pa bi šel mogoče plan B, ker sem jaz šel, proba še nekaj drugega, mogoče še kakšno punco zamika, ne. Ja. Tako da, če bi že državno se organiziral, pa itak, čim več promocije, pa mogoče ne
pridemo enkrat na olimpijske, kot sem rekel. Ej, ko si omenil socialne medije, pa to, kako si pa ti s tem? A ti je to najetra ali ti je to... Bom mogel malo tebe za inštrukcije vprašati. Mislim, zdaj najbolj logika. Ja, ampak migamo. Mene je to malo rešilo, pa ko sem končal, sem zdaj še vedno malo probam migati v to smer, da sem relevanten, ampak po drugi strani se pa to lažem, da predajam mogoče gorsko kolesarstvo širši publiki, pa mogoče kakšnega navdušimo na tem. A veš? Ja, itak. Tako da, a pa ti gre to na jetra? Pač rajši govorim na kolesu kot pa po državnih, ampak jaz vem, da to je zdaj v današnjem športu zelo pomemben faktor, da imaš čim več sledilcev, čim več postov, da objavljaš v bistvu vsak dan, kaj delaš za trening, v bistvu pač skozi rabiš slikart snemati, ampak meni gre to malo. Malo mi gre na živce in vem, da tukaj imam še polhan na rezervo, ker pač če si celo gor na družabnih omrežjih, pač pa tudi lažje dobiš sponzorja. Bolj si prepoznaven. Ja. Da bi imel pa kakšnega, ki to dela namesto tebe od domačih, je kakšna sestra bolj talentirana? Ja, sestra se javlja, ne vem, če ji zaupam. Ne. To pa zato, ker so neka sporočila v DM-sih, ker nočeš, da jih vidiš. Ne, kar ta, pač punce mogoče ima bolj občutek za ta... Ja, daj malo se zmenilo, če tepni to, zakaj pa ne probi ta stari? Jaz bi rekel, da ja. A ona tudi kaj fotka, ali ne? Pa... ima nek fotoaparat, na film sem tisti bil tak. Zdaj to nazaj prihaja. Zanj, če si gledal Jožeta, je imel... hude slike, hude. A ne, da je dobre slike? Ja. Što? Ej, hudo. A si ti za, da greva na vprašanje fanov? Lahko. Dajva še na hitro to, pa greva pa še v zadnji del na hitro in to je to. Ok, gangster, nekih je bilo, veš? Kakšni so takšni, so cool, kakšne sva že povedala, kakšne boja spustila. Ok, se približno sva, ampak še vse en. Tico Ticika. Poznaš? Ne. Koliko cirka finančno znese letno za starša, da otroka vpiše v gorsko kolesarski klub? Ja, zdaj po mojem, kad za otroka itak moraš ti začeti bolj, da se poznaš športom, s temi športnimi navadami, tako da ga vpišeš v en klub, pa da mu plačaš licenco, pa da dobi dres. Je to koliko? Ma ne vem rečeva 200-300 evrov, ne? Ja. Pa itak, če nima kolesa, rabiš kolo kupiti, ampak za prvo kolo, po mojem, uro in pol, s čelado, pa čevlji vred, vrha glava. Pa če hoče iti na kakšno tekmo, pa na priprave? Je odvisno, koliko je klub močen, ne, če ima že klubske prevoze, pa to klub poštima, drugač pa pač starši, ne, ampak za benzin, ne, pa... Maško, pa štartnine na cross country so koliko? Pa niso drage, po mojem, tam za fante, pa punce mlade, 20-30 evrov. Maško. 3 pere, manj na teden pa smo. Bandel Leon. Koliko treningov ima na teden in koliko fitness premore pri mountain bikeu? To smo že malo povedala, ampak... Ja, se pravi, 8 do 9 treningov, včasih tudi 10. Ja. Fitness pa za eliminator. Zelo pomemben, ampak se mi zdi, da tudi nasploh zdaj vsi kolesari, tudi že na cest, pa sploh cross, so tudi ful tega fitnessa začeli prakticirati, ker pač trup mora biti močen, da ti balanco držiš, ko prebiješ, da ne poletiš. A misliš, da ti zdaj trenutni tekmovalci cross countryja zavidajo, ko ti lahko si malo bolj razbacan? Ali ne? Ja, zaostajam jaz še za nekaterimi. Dobro, lej. Ker zdaj navezujem se naprej, Matjaž Ložar, ne, če ga poznaš, je napisal, kako moram trenirati, da bom tudi jaz imel take pršute, oklepajo noge kot ti. Poznam. A ga poznaš? Ja. Dajmo pa kaj še na svet, na prijateljski. Ja, se pravi, kad sva rekla, 170 skvotati, veliko proteinov, veliko jajc. Pa bo zrastel. Ja. Ožbe Rupnik. Kako bi na lestvici od 1 do 10 ocenil nemško kolesarko Marion Fromberger? Od 1 do 10? Ja. Pa dejva eno tako, eno 7 bi dal. 7. 7 je lepa cifra, ja. 7 je lepa cifra, mora biti pa tukaj pri teh stvarih delikatno, ne, če zdaj spremljaš. Čale Sale ocenjeval punce iz estrade. Ne Čale Sale, ne. Kaj že bil? Ta lepi moški. A ja, Čeglaj. Bravo. On je in so ga zjebali sponzorje zgubiti. Tako da moraš paziti, 7 je bila lepa, krasna punca. Ziben, ja. Ja, mora biti politično korektno. Čeprav moj kanal je divji. Brina Logar. Aj poznaš?
slišal drugače. Ja, je že ena ljubica. Kdo ti v življenju pomeni veliko poleg družine? Kaj počneš v prostem času poleg kolesarjenja? Dobro vprašanje. Poleg družine kdo mi pomeni veliko. Je kakšni prijatelji, ne, s katerimi lahko zažuraš, pa si sproščen. Okay. Pa kaj delam poleg kolesarjenja? Ja. Ja, sem že rekel, se pravi, a ne, nisem rekel. Ne, tega pa nisi povedal. Ja, še zmeraj sem upet v ta pevski zbor, ampak to je bilo tako, za dušo smo rekla, To si rekel. parkrat na mesec. Drugače, sem v mladinskem športnem društvu v naši vasi, organiziramo kar nekaj dogodkov, tako da to čez celo poletje se tudi kar dogaja. Pa sem tudi pobožen kristjan, hodim k maši, animator sem, Tudi ministrant. bivši, zdaj ne več. Tako A da, je župnik kaj naredil, da te je stran odvrnil od tega, ali pa si se sam odločil? ne, pa mi imamo fajn župnika, tako da, Naš je tudi dober, tako da niso vsi slabi. pa itak doma je še kmetija, poln dela skozi, tako da v bistvu sploh ni prostega časa. Priden si, vsaka čast. Miha MTB. Kako se spopade z oboževalkami? Pa v bistvu kar v redu, ker jih ni toliko, ne. A res? Pač ja, pa jaz ne opazim tega, pač jaz sem boljši s kolesom kot s puncami, to priznam, ja, ampak Res si realen pa skromen. Všeč mi je, sedaj jih bo šlo pa veliko več, da te bomo dali v svet. ja, upam. Ej, Avrnik, ali bo v Sloveniji tudi kakšna eliminator dirka? Ja, se sem rekel, pač upam, da letos vrata speljati državno. Super. Spet Avrnik, zanima me, kako težko je uspeti v XCE, saj tudi mene vedno bolj zanima ta disciplina. Ja, pa on je tudi, ko ga poznam po videu, ima tudi že tako uredo konstitucijo. Avrnik, Ja, ima že kar tako uredo stehna, ko se ga spomnim. vidiš? Tako da sem še veliko delati, ne, pa lahko rata, ne. Ja, malo vse moraš, ne, malo moraš imeti rad mučenja samega sebe, sadomazo pa to. Kaj je sva povedala, ne? Ja, Ja. Matic počrtaj KZ, očitno te pozna, ker je vedel. Kako je skozi življenje kompenziral delo doma na kmetiji in trening oziroma dirkanje? no se to je ta Matic, s katerim zdaj dirkava skupaj. Tretji svetovnega, Kako se piše? Kranjen Žagar, A je to od sestre, Hana. Hana, Ja, ki je brat, nehala? kaj je nehala, ja. Okay. Moja potencijala v družini, ja, za šport. Imajo, ne? Ja. Tako da, kaj je že vprašal? Je, A kako ja, si ja. skozi življenje skompenziral delo doma na kmetiji in trening oziroma dirkanje? Je zdaj, kar bom rekel, zikr me bodo doma starši popravili. No, kar povej. Pač prej nazaj, ko ni bilo še tako profesionalno, to itak ni bilo izgovorov, ne. Si mogel priti za lopato, zavile, grable, narediti, kar je bilo treba. Zdaj pa se kar velikrat izmuznem, ne. Pač itak, če imaš na planu nek težek trening, da bo šel ti prej v hmajno ali pa v snežen hrabst, ali pa v hmajno, no, da rovaš timat, priješ že načet na trening, ne. Če pa po treningu priješ, ko bi v bistvu mogel počivati, da si čim boljši za naslednji dan, pa tudi ni vredno, no, tako da kadar je kriza zmer preskočil, ne, če se vidi, da bo dež, pa da bo seno zmočil. Ampak ja, probam čim večkrat, po najboljših močeh zdaj, ne. Zelo lepo si to povedal. Lej, ful veliko folka ti piše za bejbe, tako da ne vem, kaj se dogaja. Jaz sem mislil, da si Kazanova, ti praviš, da nisi smrdel Miha. Ja, okej. Kdaj bo pripeljal dekle iz slike v Godovič? Se pravi, une slike, ki sem jaz objavil, ki ste skupaj na podiumu. Ta Nemka. Ja. Ne vem, bom vprašal zdaj, v Tadžikistanu, če je za to, da pride v naše konce pogledati. Se pravi, v tvojih očeh ima potencial, da bi je pripeljal v Ja, domačo vas. je pač, da je vid Miha smrdel, drugače drugače. toliko potencijala, da je bilo kaj več, ne vidim, ker sem vsem pri Slovenkah. Razumem. Ok. Mohorič. Te prijatelji kdaj okličejo za unca, okrajšano za uncle. Ja, Ja? vse skozi. Skozi. Okay. Okay. Še zadnje seženo vprašanje. Valkranc, ali je kdaj razmišljal o enduro tekmovanju? Pa prej nazaj me je kar mikal, ja, vse, da bi izprobil kakšno dirko, tisto Vajdošnji se mi je zmer dopadla. Ampak zdaj pa ne več to, ker tudi, pač se imam fulja, ampak tudi s fuljem. Mi ga je škoda, no, da bi ga
uničeval na teh dirkah endurota. Spet Valkranc, kaj meni o zahtevnosti prog, s tem mislim razliko med XC in enduro progami? Ko pa Pa drugače tudi XC, no, imajo že kar hude, pač XC to je mišljen cross, ne, Ja. pa so že kar hude proge, itak enduro ima večje skoke, večje drope, verjetno, ker so tudi več hoda in vsega, ampak tudi cross je že kar. jaz sem gledal na par dirk svetovnega pokala, to je brutalno. Pač ja, glede na to, da imajo ful manj hoda, pa res manjše gume, pa brez zaščite v bistvu samo na čelada, ker pač če pa ještě na neko skalo, ne vem, koliko ti bo pomagala, pač ti bo, ne, ampak Ja. kar hodo lata. Da se. Brina Logar spet, kaj ti je bilo najtežje, odkar kolesariš? Ja, po mojem takrat, ko sem prestopil v krosu iz juniorjev v U23 kategorijo, takrat je bila kar malo kriza, en let, nobenih rezultatov, motivacija je že kar padla, tako da, ampak sredstvo je pa najdel ta eliminator, da me je rešil, Si se pobral. ja. Matič Črne, a obstaja kakšno tekmovanje, ki meri obseg stegna in če ja, a si zmagovalec? Pa A ne si vem, meril stegen kdaj? ne, nisem še, Okay. bom prav danes, ko prijem domov. Odlično. Pa še vidi, bomo dal noter. Trobas Magdalenc, upam, da sem prav povedal. Katero kolo je bilo tvoje prvo kolo? Ja, prav neko prvo je bilo tisti tricikl, ko smo si ga vsi bratje in sestra izmenovali. Aha. Pa da se prvega spomnim, je bil tak rumen tajfun, prav tekmovalni, pa KTM. Pa KTM, odlično. In spet Uroš ZGA. A imaš kakšno bejbo? Not yet, Not yet. Pa se je v redu, ne fokus na... na bajko. Ja, zlato moraš delo svit, Pa bejba zihar ni. po 18. aprilu pa kar. Kaj pa? Po 18. aprilu. Pa ljubice. Ok, to so bila vprašanja. Da mi pa povej še, plane za 2026 sva povedala, oziroma ne čist na glas vse. Imaš kakšno sporočilo za fane? Ja, vesel sem, da me podpirate, zelo vesel bom še kakšne dodatne podpore, pa tudi, če je tu sam bravo Jakob, dobro ti gre, dajmo, Ja? imaš to, pač vsaka beseda te pogreje, ne, pri tvojemu trudu. Pa pridite na kakšno dirko, ne, sicer so daleč, ta v Nemčiji je blizu, pride tudi, že lansko leto so prišli prvič familija, pa iz domačega kraja, jih je bilo 25, pač čist drug feeling, Je, ne? pač še več prešarja, ampak tudi pa kaj konc je tako fajn, da imaš Hudo. tam neke domače, tako da, ja, vesel sem vsake podpore, tako da, hvala. Ne pa še nekaj povej, ker si rekel, kaj dirke konca, se ga ki nasekaš, če je dobra dirka, ali se šparaš. Ja. Pa v bistvu, kadar so rezultati, ne, Kadar so rezultati, ne. pač kadar so rezultati, pol je kar poln zgodbe, pa jih nam prav, ker ne vem, če so za javnost, tako da, ampak ja, si kar damo, si damo duška, ampak pač, da je res dober rezultat, pa da pol ni čez en teden spet dirka, ne. Se pravi, se vem, da si veren, ampak imaš hudiča vse tudi na momente. Ja? Me prevzame vsake toke. Ok, življenjski moto. Ja, kot sem rekel že, ta vztrajnost, ne, da se po prvem padcu ne vdaš, ampak se pobereš, pa guraš naprej. Odlično. Jakob, se ti zahvaljujem, da si prišel, da si vzel cajt. Jaz upam, da danes res ne boš dobil po pesi, ker si spustil pevski zbor. Ne, hvala za povabilo. Malenkost, jaz upam, da ti bo tale zasliševalnica, ki je pomagala pri milijonih, ki bo je sponzoril letavr pa pri puncah. Nasploh pa mislim, da te vsaj malo več volka še spoznalo, no, pa tvoj šport, ki je hud, ka svina. Tako da lepo, da si prišel. Pa srečno v sezoni 2026 bomo držali pesti za zlato. Je prav? Ja, hvala. Gangster, svaka ti čast. Upam, da vam je bilo to všeč. Lajki, share, subscribe in pa valjda njegov kanal, imaš kva? Instagram, Facebook, nisi toliko aktiven? bel ne. Bolj ne. TikToka nimaš? Snapchata nimaš? Spletne strani še nimaš? Tudi ne. Instagram, vse Instagram, punce v DM, zasujte ga. Se vidimo v naslednji epizodi. Čuske!